saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. We breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing because we do not seek revenge. We seek justice. We are past fear. We are fed up eating your shit because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity to say all men are created equal in the eyes of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, we can't breathe. Music is my beloved. Sensi is my beloved, you kind. Judge me, but you can't stop. It's my meditation. Tuning and I'm zoning. Sense of media help me zoning. Feel my heart and it's wide open. Meditation. Music is my beloved. Sensi is my beloved, you kind. Judge me, but you can't stop. It's my meditation.
Judge me, but you can't stop it, meditation. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up or backwards for someone else. Doing things I taught you getting nasty for someone else. You don't need no one else. You don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah. You should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, can only mean one thing. Ever since I left the city. Pankart mi fali, šetam se po magistrali. Pankart mali, šta mi fali, šetam se po magistrali. Pankart mali, šta mi fali.
fališ, šetam se po magistrali. Pankart mali, šta mi fali, šetam se po magistrali. Novih 10-20 let, neho štet, kad sam držao paket. Moram zvenet, originalno, moram se met, fenomenalno, a fenorealno. Ne moraš to bit, dovolj da na redu bi jebe moš pit. Kašen je bita, je gudal je šita, je trap, boom bapa, je swag ali street. Kašen je tipa, je hudi na bit, al debel je in mev je obraz ne oblit. Kapata riba, arcuza, ta muza, al bluza, pretolga in skrita je guza. Kdo ma stil, kdo ma feel, kdo je opra, kdo je feel. Doktor Il, reč mi drill, glave pa me jeben skill. Pankart mali, šta mi fali, šetam se po magistrali. Pankart mali, šta mi fali, šetam se po magistrali. Pankart mali, šta mi fali, šetam se po magistrali. Pankart mali, šta mi fali, šetam se po magistrali. Brišem prah, dozvinilk, pustim pečat, breštem pilk. Čaram oza, rap hipnoza, ubadanje nebuloza. Barva roza, klava modra, gorbi raste, to se kodra. Stopam lahna odra dva, flamenko ča 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 ča. Moj flow gre ratatata, tvoj show je ha 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 ha. Stand up, get down, eat a cake and gain a pound. We're going underground, this shit just can't be found. You know I get around, im daje sve šta sound. Pankart mali, šta mi fali, šetam se po magistrali. Pankart mali, šta mi fali, šetam se po magistrali. Pankart mali, šta mi fali, šetam se po magistrali. Pankart mali, šta mi fali, šetam se po magistrali. Že 50 let z vami Val 202.
bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover, girl, Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell, and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, 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 bombastic. Tell me fantastic, touch me on my back, she call me Mr. Romantic. Tell me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby please, let me take you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys, and I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose, cause I'm a hatchoon sneeze. Well you are the bun and me are the cheese, and if I'm me are the rice, well baby love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Bastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom. I say give me your lovin', girl, your lovin' well good. I want your lovin', can't be it like you should. I give you your lovin', girl, your lovin' well good. I want your lovin', girl, you remember the would you like to kiss and caress, rub down every strand of your pan bitches. I'm bombastic, rated as the best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address, I'll bet you confess when you put me to the test that I'm bombastic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom. Fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it'll lick me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go lava, not chat pure fart. I'll get straight to the point, like a aura dart. Lay down in my jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on the box, she says I'm Mr. Rowe.
GURU once again, setting it off, letting it off my chest, plus betting it all. Record sales, awards, accolades, I'm getting it all. Mad chips right above my grip, I'm letting them fall. Who said the G.O.D. wasn't coming to do his thing? Who said the industry wasn't gonna bow to this king? I paid dues, stayed true, so I made it through. If you handle your B.I. fly guy, you can make it too. Your potential is infinite. Be wise, visualize, witness it. Why wasting time focusing your mind on little shit? Angie understands me, and Scratch got my back, so keep away from the fire. Burning desire, yo, we got that. Keep your feet out my shoes. Sister like me, done paid my dues. Keep my home out your hair, unless you about ready to take it there. Keep my name out your mouth until you got something worth talking about. Keep your hands to yourself, 'cause I belong to someone else. I've never been a stranger to struggle, gotta maintain my hustle. Used to let the anger bubble. These streets can bring mad danger and trouble, and I can do bad all by myself. Do me a favor, don't be concerned about my wealth. If you're one of my peeps, you're gonna know that. But if I ain't feeling you, player, my face is gonna show that. So keep your eyes off my pockets, don't be surprised if I cock it. Can't outslick a can of oil, you never spoil my profits. See how I'm flipping this here? Things are different this year. Ain't got no time to listen to that be tripping this year. Cause and effect, I always get applause and respect. When I rhyme, universal laws, truth and righteousness connect. You see the knowledge that I'm kicking for you, and there is nothing that another can do. Try to stop me, but I make it through. Recruiting angels as a warrior, I'm true. People need people. The trooper will sustain. In order to do what I do, I can let you live rent free inside my brain. Keep your feet out my shoes. Sister like me, done paid my dues. Sister like keep my home out your hair, unless you about ready to take it there. Keep my name out your mouth till you got something worth talking about. Keep your hands to yourself, 'cause I belong to someone else. I've been telling you that there's war out here, and I've been telling you that there's more out here. So stop limiting your thoughts, stop reconstructing your plots. It's more than luck, it's an art. No more ducking from knocks. Haters stay at a distance, haters keep away from my fam. Haters stay in my business, haters still playing this jam. Mad wisdoms reflect the light of this man. Some jealous rappers tried to pick a fight with this man, but despite all the nonsense and false pretense, I bombed this. Peace to those I get along with, my real brothers I'm strong with. And never get me twisted with no whackness. And all that foolishness you was kicking, I know you wanna take it back, kid. Keep your feet out my shoes. Sister like me, done paid my dues. Keep my home out your hair, unless you about ready to take it there. Keep my name out your mouth until you got something worth talking about. Keep your hands to yourself, 'cause I belong to someone else. Yeah. Keep your feet out my shoes. Sister like me, done paid my dues. Keep my home out your hair, unless you about ready to take it there. Keep my name out your mouth until you got something worth talking about. Izteka se še eno športno leto, leto, ki so ga zaznamovale zimske olimpijske igre, leto novih slovenskih uspehov v mednarodnih arenah. Izbor glavnih poudarkov sta v pregled leta zaokrožila Uroš Volk in Marko Pangerc.
Na zdravje, srečno 2022. Na zdravje, noro leto bo, ti povem. Že čez mesec dni olimpijske igre, pa ne pozabimo še nogometnega svetovnega prvenstva, ki so ga prestavili v november in december. Dobro, tam nas ne bo, bomo pa lahko nepristransko uživali. Drugače pa bo, ko bodo naši igrali, ne? Si mislil evropsko v košarki? Tudi, tam končno branimo tisto zlato iz Turčije, iz Carigrada iz leta 2017. Odbojkarsko svetovno prvenstvo sem imel tudi v mislih in itak kolesarske podvige naših. No pa še kaj se bo našlo, morda se pa našim hokejistom uspe prebiti nazaj v elito. To bi bilo noro. Dej, prešaljte na val, mislim, da se skoki začenjajo. Skoki gledalcev tako ali tako na tej 70. novoletni skakalni turneji ni tako... Samo še ta korona kvari vse skupaj. Si videl, kaj so v Avstraliji naredili z Djokovicem? Dej, pusti. Preprečili so mu, da bi osvojil rekord v številu Grand Slamov. Nadalje dobro vse skupaj izkoristil. Se kar tresem ob napovedanem strogem režimu Kitajcev za olimpijske igre v Pekingu. Že za pot tja smo izpolnili ničkoliko obrazcev. Nika Križnar je na vrhu naleta, nasmejana, odločna tudi ona. Je morda najbolj tekmovalnega značaja med temi Slovenkami. Dobro z mize, ostraja in Slovenija ima kolajno. Nika Križnar je trenutno vodilna in na vrhu samo še 2, kar pomeni, da skokom dolgim 99,5 metrov Nika Križnar prišla do svojih želja in sanj in solze v očeh Nike Križnar, na vrhu pa mirna, ledeno hladna Urša Bogataj, ki privoščimo še en podoben skok kot v prvi seriji. Srečno zdaj Urša, tudi njej odločen odskok v dno. Dobro je tudi Urša ujela skok in je vodilna. Dvojno slovensko vodstvo pred nastopom Katarine Althaus. Še en fantastičen skok. Ne samo Nika Križnar, tudi Urša Bogataj 100 metri ima kolajno olimpijskih iger. Ali bo Katarina Althaus druga nemška skakalka, ali pa se bo v to eminentno druščino vpisala tudi Slovenka Urša Bogataj, ki zmage, kot sem dejal, v svetovnem pokalu še nima. Razmere zaenkrat za Althausove niso ugodne, pa je dobila vseeno zeleno luč. To je pravzaprav kar malce čudna odločitev žirije. Precej točk dodatka bo, potrebuje dolg skok ob težkih razmerah. Althausova, joj, ne bo dovolj, tesno bo, desetinke bodo odločale, pa tudi popravek veterne izravnave. 95,5 metrov bi morala skočiti za naslov prvakinje, 94 metrov je to. Urša Bogataj po scenariju Eme Klinec, brez zmage v svetovnem pokalu, do največjega dosežka na najpomembnejši tekmi. Tesno bo, minimalne bodo razlike. Nekaj prednosti je imela Althausova po prvi seriji, je na drugem mestu. Urša Bogataj je olimpijska prvakinja. Nika Križnar je tretja. Fantastično, izjemen razplet za slovensko reprezentanco, ki ima prvi dan olimpijskih iger, 2 kolajni in olimpijsko prvakinjo. Slišali bomo zdravljico jutri. Kanček manj navdušenja, sosreče in podobnega kot na posamični tekmi deklet, ko pa je bila zmaga takrat tako prepričljiva, vendar olajšanje pri vseh 4. Vsi so opravili svoje delo perfektno in danes se zasluženo veselijo naslova olimpijskih prvakov v tekmi, ki ni bila prava reklama za smučarske skoke, so bile pa zato toliko večja reklama skoki slovenskih skakalcev in skakalk. V ospredju Gloria Kotnik, njena prednost se rahlo povečuje, pa manjša napaka Nizozemke, ki zdaj že precej zaostaja, zdaj mora zdržati še nekaj zavojev do cilja. Gloria, prednost je lepa, 56 stotink sekunde sta že v ciljni strmini, ali bo to bronasta medalja za Glorijo Kotnik, zaenkrat se še drži na deski. Napaka Nizozemke, medalja je slovenska, Gloria Kotnik, bronasta medalja. Gloria Kotnik, bronasta medalja na olimpijskih igrah. Padla je v sneg, se prijela za glavo, ne more verjeti, kaj se je zgodilo danes.
izenačen dvoboj, ni prave prednosti enega ali drugega, morda stotinka dve v korist Mastnaka, 21 stotink sekunde pri prvem merjenju vmesnega časa. Napaka Benjamina Karla, močno ga je zaneslo s proge, izgubil je veliko hitrosti, zdaj je prednost tima Mastnaka neverjetno velika. Takšne prednosti ne bi smel zapraviti, čeprav pritiska izkušenja Avstrijec v ozadju. Tim Mastnak se pelje zlati medalji naproti, potem pa tudi napaka Mastnaka. Žal 3 vrata pred ciljem, izgubil je ravnotežje, Benjamin Karl pa je ustrajal in dobil olimpijsko zlato. Nasmihala se je zlata olimpijska medalja, Karl je sicer pritiskal v ozadju, potem pa na enih od zadnjih vrat napaka, rahla negotovost na deski, krut je ta sneg tu v Pekingu in potem je Tim Mastnak žal zapravil olimpijsko zlato, ki ga je skoraj da že držal z obema rokama. Na koncu pa srebrna medalja, še vedno fantastičen uspeh slovenskega deskanja na ta super torek, 2 medalji slovenske reprezentance. Dobra prednost in če bi zdaj samo še stopnjeval in še povečal prednost pred Radamusom, potem bomo upali vse do konca današnje tekme in morda pospremili Žana Kranjca vse do zmagovalnega odra. Povečuje prednost pri zadnjem merjenju vmesnega časa že 86 stotink sekunde. Zadnja 2 zavoja za Žana Kranjca in prevzel je vodstvo za sekundo 41. Najboljši čas finalne vožnje Žan Kranjec. Bravo, bravo Žan. Čestitke Švicarju, nimaš kaj, mislil sem, da bo tole zlata olimpijska medalja, vsi so izgubljali, tudi Odermatu se je topila prednost, vendarle Švicar je nenadkriljiv v letošnji sezoni. Žan Kranjec pa srebrn, izjemne čestitke, kako se je sestavil slovenski veleslalomist v zadnjem mesecu od zadnjega veleslaloma svetovnega pokala in Slovenija ima 6. medaljo na teh olimpijskih igrah in jo ima tudi v alpskem sporedu. Norvežani gledajo proti ekranu, enako tudi Nemci se tresejo in pogledujejo na vrh. Norveška je druga, neverjetno 80 točke so zaostali Norvežani za Nemci. Ja, zdaj le želimo mirno ozračje Petru, privoščimo mu skok čez 130 metrov. Za tako sovereno potrditev slovenske kolajne 123 metrov potrebuje Peter srečno zadnji skok na teh olimpijskih igrah. Sam je prišel z 2 olimpijskima kolajnama, že osvojil zlato, zdaj je v zraku, mirno gre, daleč gre, to je kolajna za Slovenijo, najmanj srebro. Bravo Peter, stisnjene pesti. Cene Peter, Lauro in Timi se veselijo v izteku, prednost je 11 točk in 50 pred Nemčijo in 12 točk in 30 pred Norveško. Kaj poreče zdaj Manuel Fettner in Avstrijci bodo skočili v zrak zdajle za naslov olimpijskih prvakov. A moramo se veseliti srebrne kolajne slovenske reprezentance. Halo Peking, Boštjan Uroš, super igre so bile. Nore, se strinjam. Ja, zanimive, predvsem pa za moj okus za odtenek premrzle, zares izjemno mrzle. Razen tega pa še testiranja so bila malce nadležna. Drugače pa igre, ki smo jih zaužili s polno žlico, sploh glede na uspehe slovenskih športnikov, ki so bili znova neverjetni. Ja, začelo se je izjemno hitro, potem pa še cel kup presenečen, nekaj tudi načrtovanih kolajn, predvsem pa zanimivo to, da se nismo skozi celotne igre prav veliko obremenjevali z običajnimi tegobami olimpijskih iger, transportom in podobnimi stvarmi. Igre so bile izolirane, ampak temu primerno tudi zelo dobro organizirane za vse športnike, športnice in seveda ne nazadnje tudi nas novinarje, ki smo poročali o teh igrah. Posledično pa ni bilo gneče, včasih jo kar pogrešamo. No, sploh gledalce, ja. Teh je bilo res za peščico, nekaj domačinov, sicer pa bolj prazne tribune na lepih objektih. Tekmovanja, kot je dejal Boštjan, res prava, športna, razen mraza, ki je seveda nagajal marsikateremu.
Je pa nažalost vmes tudi med igrami prišlo do mednarodnega spora. Rusija je že načela Ukrajino, tako da smo se tudi s tem morali nekoliko ukvarjati. Nažalost, sploh v takšnem dogodku, kot so olimpijske igre, kjer naj bi še vedno veljalo ali pa vsaj verjamemo v to tisto olimpijsko načelo o miru v času iger. Bilo je pa predvsem zelo veselo na prizoriščih, kjer so navduševali slovenski športniki, predvsem skakalke in skakalci, pa tudi deskarji z eno presenetljivo kolajno, ki si se razveselil, Uroš. Hkrati pa na skakalnicah nekaj po načrtih, nekaj celo več od načrtov, igre pa so prinesle tudi kakšno grenko izkušnjo, denimo najboljši Slovenec v svetovnem pokalu Anže Lanišek je bil bolj spremljevalec teh iger, zato toliko bolje začel novo sezono, medtem ko so kolajne osvajali drugi, ki so bili na igrah v Pekingu v danem trenutku v boljši formi. Tudi branilec medalj z olimpijskih iger v Pjongčangu in tudi v Sočiju, Žan Košir je imel kar precejšnjo smolo, namreč pozitiven je bil na COVID-19 še pred začetkom iger, tako da kar nekaj časa v izolaciji, na koncu seveda nastopil, ampak brez pravih treningov. Morda je tudi to pripomoglo k temu, da ga nismo videli bliže vrhu, je pa, kot je dejal Boštjan, Tim Mastnak zato blestev, postal je olimpijski podprvak, Gloria Kotnik sploh prvič med najboljšimi tremi v svoji karieri. Ob povratku v karavano skozi Šivankino uho se je prebila med olimpijske potnike in na koncu zablestela v polnem sjaju. Zanimiva je bila na nek način, čeprav bi raje videli drugačen razplet, tudi prva tekma mešanih ekip v zgodovini olimpijskih iger, govorimo seveda o smučarskih skokih. Je polna diskvalifikacij, ampak tisto, kar nas na koncu veseli, Urša Bogataj je dvakratna olimpijska prvakinja, osvojila je obe možni zlati kolajni, se našla na seznamu tistih, ki so osvojili več kot eno zlato kolajno, teh seveda ni veliko na vsakih olimpijskih igrah in bila ena od junakinj, zanesljivo pa junakinja slovenske reprezentance. Če se dotaknemo mogoče še stvari, ki niso bile povezane s slovensko reprezentanco, zanimiva zgodba okoli ruske umetnostne drsavke, 15-letnice, ki so ji dokazali doping, pa je potem nas pustili tekmovati, pa je bila najboljša v prvem delu tekmovanja in jo vse skupaj tako strlo, da smo lahko videli v živo oziroma v tistih nekaj dnevih, kako veliko breme je lahko na športniku in kako lahko zelo hitro tudi poklekne pod tem bremenom, če gre pa za otroke, recimo v tem primeru 15-letnico, pa še toliko hitreje. In tekmovalno slovo legende deskanja na snegu Shona Whitea, to je bilo tisto, kar je morda pritegnilo celo največ mednarodne pozornosti ob umetnostnem drsanju. Tu se je veliko pisalo, več kot teden dni o Shonu Whiteau in upravičeno. In če se dotaknemo mogoče še najljubših prizorišč, najbolj atraktiven zanesljivo dimnik in to akrobatsko središče, najdražje in najbogatejše pa skakalno prizorišče, ki je bilo tudi kot vesoljska ladja, čeprav Kitajci so jo poimenovali jušna žlica, ker je bila v obliki jušne žlice. Hvala obema. Boštjan, ti ostani še malo v Pekingu, Uroš, ti pa hitro pridi nazaj. Čau, Marko. Živjo, Uroš. Še nekaj zime je pred nami. Na polovici proge ima Lena Dir samo še 900 prednosti in zdaj si počasi upam ugibati, da bo to premalo, da je hitrosti premalo v nogah Nemke Lene Dir. Pri zadnjem merjenju vmesnega časa je že zadaj za 17 sekunde. Zadnji zavoji in je druga Andreja Slokar, pa zmagovalka slaloma svetovnega pokala na finalu v Meribelu. Kakšen neverjeten dan slovenskih orlov. Ja, zdajle pravzaprav verjetno se samo smeji Robertu Krgoti na vrhu letalnice, na delu, kjer so trenerji, vsi so že lahko zapustili trenerski stolp, samo on je še na vrhu, da zamahne še 3 Slovencem. Slovenija pa že ima na prvem in drugem mestu plapolajo slovenske zastave.
euforija na višku Jure, Anže to zmore, absolutno. On ima to v nogah, jaz mislim, da Anže z letošnjo sezono kaže, da je vlečni konj in da zna umiriti svoja čustva in se pripraviti tudi na največji vrhunec, kot ga ima sedaj. Povsem miren, 215 metrov potrebuje za zmago slovenske reprezentance, dovolj agresivnosti v prvem delu, 104 metri, ustraja Anže, Slovenija je zmagovalka, tudi on preko 240 metrov. Anže Lanišek za piko na i. Res dobra dirka, tisti napad 50 do cilja. Sem mislil, da bo šel kdo še zraven, ampak ko sem imel enkrat par sekund, sem si rekel, to je treba obdržati. Je bilo par momentov, ker sem že mislil, da ne bo ratal, ampak na koncu sem res dal vse od sebe in je uspel. In kot kaže, se začenja zaključni sprint. Primož Roglič v zadnjih 400 metrih je potegnil. Gledalci tule na cilju na Turiniju so ponoreli. To je klasičen Rogličev 400-metrski sprint v klanec in etapna zmaga ter ubranitev rumene majice. Ja, vedno bom rekel, mora biti malo drame in konec dobro, vse dobro, precej lepše, bolj veselo kot lansko leto in zdaj lahko res skupaj, bom rekel, uživamo v tem uspehu. Toliko o odzivih po dirki Pariz-Nica, ki jo je Primož Roglič torej dobil. Simon Yates osvojil drugo mesto, tretji je bil Kolumbijec Daniel Martinez. Wout van Aert pa je še kako pomagal in na koncu osvojil drugo mesto. Ko je prejel vse majice, bil je najboljši tudi med mladimi in po točkah, in ko je znova prejel zlato harpuno ter slišal zdravljico, nam je razložil, kako on gleda na to naše poenostavljeno razmišljanje, da je zmagovalec že pred dirko, kamor pride. Ne, mislim, vsako dirko gremo znova in sem res vesel, da smo tako zaštartali letos. Le še nekaj 100 metrov, ni več daleč za Mohoriča, prvi večji uspeh na spomenikih. Zdaj le pa vendarle morda popušča Mohorič, kdo se mu tam le bliža, ali so mu pošle moči, ali se pozna odsotnost potem, ko je po Strade Bianche moral. Ne, dovolj bo. Matej je zmagal, Matej Mohorič slavi, slovensko zastavo je pokazal na prsih ponosno. Jan Tratnik tudi že v cilju, nedaleč za Mohoričem. Šport v letu 2022. Se spomniš, ko nam je urednik rekel tam nekje okrog Planice, naj še malo stisnemo, pa se bo umiril tempo dela, pa se kar ne ustavi, uspeh na uspeh. Ja, pa v Tivoliju so se hokejisti znova uvrstili v elitno skupino, mislim, da celo brez poraza. Super, res, na koncu mi še kar kocine po koncu. Super je spet doživeti domači led, domače navijače, družino tukaj na tribunah, tako da lepa zmaga in tudi navijači so zasluženi za to. Ne, treba je biti pri stvari, amben ti nič ne šenka, 60 minut je treba oddelati vsako tekmo in počas držati se svojega sistema, plana in to nam je tudi uspelo. Ja, to je vedno nekaj posebnega. Jaz osebno še za reprezentanco nikoli nisem igral doma pred polno dvorano, tako da to je bilo nekaj posebnega. Posebej na koncu, ko so navijači peli, dobiš kar kurjo pol, tako da zelo lepo. Jaz bi rekel, da potem, da je prišla nazaj Olimpija v Avstrijsko ligo, da smo zdaj prišli mi nazaj med elito, je to zdaj nekaj dobrega spet za slovenski hokej. Zdaj je treba to spet vse korak za korakom, tako je bilo včasih in mislim, da je se nam dobro piše. Nikoli nismo to sploh razmišljali, da ne bi šli nikoli več v elito. Ampak zdaj smo tam. Benjamin Savšek je sezono na slovaškem v Liptovskem Mikulašu odprl z naslovom evropskega prvaka in to se ni zgodilo prvič. Ja, krasen občutek. Res pa je, da je bila vsaka tekma treba odborbati res na maksimum in vsaka tekma je bila zahtevna in sem vesel, da mi je uspel že v bistvu četrtič privesleti do naslova evropskega prvaka. To je res lepi uspehi. No. Je vsak naslov podoben, je ta drugačen? Vsi so vse pravi, za vse se je bilo treba res boriti in držati fokus od štarta do cilja in predvsem sem bil nastrpen pred vsakim štartom oziroma pod pritiskom, tako da
zgleda dobro prenašam te pritiske in mi to dobro gre. Tako da upam, da bo to tudi šlo tako naprej v nadaljevanju sezone. No. Pa Ajda Novak je bila bronasto, so pa kar 13krat v sezoni slalomisti stali na zmagovalnem modru na tekmah svetovnega pokala. Pa atletskega prvenstva ne smeva pozabiti v Beogradu. Čakaj, pred nekaj minutami je nastopila Tina Šutej. Tako kot vse dosedanje odločitve na 18. svetovnem dvoranskem prvenstvu v Beogradu je tudi skok s palico atletin bil zelo zanimiv in izenačen. Tina Šutej je bila v najožjem krogu favoritin za odličja, a se je morala zelo potruditi za medaljo, saj je višino na 470 cm preskočila v tretjem poizkusu. Po tej višini je bilo že jasno, da je Sloveniji priborila 6. medaljo na dvoranskih svetovnih prvenstvih. O napeti tekmi Tina Šutej. Jaz sem mogoče vmes, sem bila malo živčna, malo nervozna, ampak v bistvu pol se zbrala, ne? In ko se zbrala, je bilo vse v redu. Verjamem pa, da gledalci na tribunah, predvsem trener, fizio, ostali iz reprezentance, pa moja družina, mislim, da so bili kar blizu srčnega infarkta. Še dobro, da je poletje pred vrati, dopust mora biti. Ja, za naju morda ja, za športnike pa nikakor. To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7. Dobro jutro. Kristjan Čeh je v velikem slogu postal svetovni prvak v metu diska. Z 71,13 metra je postavil rekord svetovnih prvenstev. Po nastopu v Eugenu v Združenih državah Amerike je povedal: Postavil sem nove menike, postal sem svetovni prvak. Olimpije, vsako tekmo diamantne lige sem zmagal, postal med top 10 v zgodovini. Tisti mali kiks na evropskem, sicer sem malo, nisem zdaj zadovoljen, ampak drugo mesto. Ampak ja, zelo dosti pomeni, da sem dobro delal, tudi dobro sem delal kot ekipa in da sem se odločil za prave poteze. Ja, lepo je, ko športnik reče mali kiks, pa je bil drugi, ne? To je res visoko ste postavili letvico. Ja, res je, probam vztrajati da dosežem vse, kar lahko, da sem precizen, da res tisto v minimume se spuščamo, v kaj vse lahko dosežem in seveda za drugo leto spet bo svetovno prvenstvo, branim naslov, ne bo lahka sezona, ampak če bo tako, kako je bila letos, bom zadovoljen. Ja, neverjetno se sliši, v bistvu samo na 2 tekmah mednarodnega ranga niste bili zmagovalec. Ja, res je, prva je bila zaradi male bolezne, druga je bila zaradi slabega dneva, tako da obe sta, bolj rečem, opravičljivi, ampak vsekakor je imel zelo dobro sezono. Kristjan, kaj je pri vas pomenilo ta korak naprej, prestop v trenerski štab Gerda Kanterja? Ja, seveda je bilo, je drugačno delo, je kot so prevajane, je bolj razumno delo, bolj pametno delo, tako da po mojem sem naredil tu korak naprej. Tudi ekipa je bolj kot ne ostala ista, ki sem delal v Sloveniji, dodal sem še par ljudi v Estoniji, ki mi pomagajo, seveda potli z Gerdom Kanterjem na čele. In seveda je, pozna se razlika, drugi plan je, tehniko smo spremenila, postal sem dosti bolj konstanten tudi toto sezono. Mislim, da je dovolj objavil Van Kanter, da sem imel konstantno vseh 21 tekem, letošnjo sezono 68, pa nekaj čez 60, tako moja to full ura konstanta. In top 10 tekem je bila konstanta 70,02, tada po mojem so to kar dobre številke. Letos ste bili nominirani tudi za Laureus najboljšega svetovnega športnika. To je neka potrditev, da smo dobri poti, da dobro delamo in seveda še naprej si želimo isto. Gerd Kanter tudi odprto govori, da boste napadli svetovni rekord. Imate to vizijo? Jaz imam svojo vizijo, jaz imam tudi številko, do kjer hočem priti, seveda to par metrov nad svetovnim rekordom in tudi rekel Kanter, da je mogoče, ni nemogoče. In tudi jaz imam tako vizijo in seveda cela ekipa s tem razmišlja in seveda tudi verjamem, da sicer ne vemo kdaj, ampak da bomo prišli čez svetovni rekord.
Lani je prevzel rumeno majico že na 8. etapi in jo do konca ni več izpustil. Obranil jo je tudi na vseh tistih pirenejskih vzponih, kjer je zbiral tudi etapne zmage in nihče mu ni mogel do živega. Torej ponovno jo je varno pripeljal v Pariz. Tokrat pa je malo drugače. Tekmeci so očitno našli recept in številnimi napadi odvzeli precej moči Pogačarju že na vzponu na Galibier. Zdaj pa se je znašel v težavah na tem zadnjem vzponu na Col di Granon v 11. etapi. Tour 202. No, Uroš, glej, končalo se je kolesarsko poletje oziroma končala se je najprej dirka po Franciji. Veš kaj, tale danski predstavnik ni šlo. Mislim, da bi celo šlo, se bo več Igor povedal, če bi bila zasedba Pogačarja, ki mu bi lahko pomagala kompletna. Igor, se strinjaš? Zagotovo. Ekipa Emiratov je bila na koncu dirke po Franciji izjemno zdesetkana in zaradi tega tudi tedaj Pogačar ni mogel uprizoriti vseh tistih napadov oziroma že v odločilni 11. etapi tura ni mogel odbiti vseh napadov in zaradi tega se je nekako vse prevesilo. Treba pa je vedeti, da Jonas Vingegaard je bil izjemen na letošnjem turu. To je bil najhitrejši tur, najmočnejši v tem smislu, koliko so kolesarji obračali teh tako imenovanih vatov, po katerih merijo svoje zmogljivosti in brez moštva, kar je bilo pri Pogačarju ob koncu, se res ni dalo preseči teh rekordov, ki so bili postavljeni. Pogovarjamo se pa o drugem mestu na kolesarski dirki po Franciji kot o velikem razočaranju, kar je skoraj da neverjetno. Lani zmagovalec skupnega seštevka, letos pa zgolj drugi v narekovajih. Smo morda malce preveč razočarani ali prezahtevni? Ja, mislim, da ja, ker za Tadeja Pogačarja, to je en paradoks, je bil letošnji tur najboljši v njegovi karieri, po vseh kazalcih. In na koncu so odločale te malenkosti med dvema kolesarjama praktično enakih karakteristik in eden je imel za seboj izjemno moštvo, Jonas Vingegaard, kjer je tudi Primož Roglič, poškodovani Roglič, opravil svojo nalogo z odliko. Na drugi strani pa Pogačar, ki so mu na koncu ostali trije moštveni pomočniki, od tega je eden bil še tik pred začetkom dirke bolan in popolnoma zunaj forme. Skratka, kar je pokazal letošnji tur je, da brez ekipe ne moreš dobiti take kolesarske dirke. Z ekipo pa ja. Omenil si Rogliča, znova smola, že na dirki Pariz-Nica, ki jo je končno dobil, je dejal, brez drame enostavno ne gre. Znova velika smola, že v tistih uvodnih etapah, ki so bile izven Francije, že tam je bilo jasno, da Primož Roglič tura ne bo dobil tudi letos. Vprašanje je bilo samo, koliko časa bo še vztrajal. Ja, po 5. etapi bi marsikdo odstopil takoj, ampak za Rogliča vemo, kakšne sanje predstavlja zanj dirka po Franciji. Predvsem pa je letos pokazal tudi, da je moštveni tekmovalec. Marsikdo je dvomil, kako se bo Primož znašel v vlogi, ko ne bo prvi kapetan ekipe in ko bo moral pripomoči k zmagi nekoga drugega v svoji ekipi. Letos je ta izpit res z odliko opravil, ker še vedno mislim, da v tisti odločilni 11. etapi je bil Rogličev prispevek, opozorimo, z 2 zlomljenima koščicama v svojem hrbtu, odločilen, da so lačnega in žejnega pripeljali Pogačarja do cilja in da je zaradi tega potem popustil za tiste 3 minute na 11. etapi, kar je bilo na koncu odločilno. Če bi Pogačar v zadnje pirenejske etape vstopil z izhodiščem s prednostjo pred Vingegaardom, mu ne bi bilo treba napadati, dirka bi bila manj zanimiva, ampak bi jo pa verjetno lahko dobil.
Imamo izjemne kolesarje, ne samo Rogliča in Pogačarja. Pogačar številka 1 ostaja tudi na kakovostni lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Tudi pa te Mohorič je upozoril, ne? Ja, ker spomladi smo uživali v 4 zaporednih zmagah na največjih dirkah. Ja, Mohoričeve zmage so pa zame osebno najbolj genialne zmage, ker vemo, kako zmagujeta Pogačar in Roglič na tisto moč, ko nihče ne more parirati. Matej Mohorič pa zmaguje poleg tega, da ima seveda moč v svojih nogah na izjemno inteligenten način, na tak način, kakršen je sam tudi kot človek. Veliko je bilo že takšnih zmag v zgodovini letošnja, na tem spustu spodja na San Remu neverjetna, tudi tehnično so uvedli to inovacijo s spuščenim sedežem. Poleg tega tisto njegovo tveganje, ko je bil milimetre nekajkrat oddaljen od katastrofalnega padca, pa je vse to izpeljal in zmagal. Še bolj pa mogoče pri Mohoriču izpostavim še eno letošnjo zmago, ki ne sodi nekam prav visoko v tem mednarodnem merilu, zmago na dirki po Hrvaški, kjer je premagal Jonasa Vingegaarda na način, kot ga ne bi mogel skoraj nihče drug v karavani, da je tako vztrajno zbiral te minimalne bonifikacije na letečih ciljih, da je na koncu dobil dirko, v kateri je bil drugi kolesar močnejši. Svetovno prvenstvo ni šlo skozi po tej plati, ne? Zdaj pričakujemo samo zmage, ne? Ja, na velikih tekmovanjih z izjemo olimpijskih iger v Tokiju se našim nekako ne izide, pa imamo že nekaj let zapored izredno močno reprezentanco na svetovnih prvenstvih, ampak po verjetnostnem računu in po vseh pričakovanjih mislim, da je vprašanje časa samo kdo od vsaj trojke, pa še Tratnika lahko omenim zraven, pa še koga bo končno po Andreju Hauptmannu vzel to medaljo in mislim, da vsako leto mislim, da je že tisto leto, pa zdaj napovedujem spet za naslednje. Mogoče omenimo še domači vrhunec z dirko po Sloveniji. Je bila lepa? Seveda je bila lepa in je dober pripravljalni poligon za dirko po Franciji. Tadej Pogačar jo je vzel za svojo. Primož Roglič z Jumbom Vismo se bo po mojem mnenju tudi še kdaj vrnil ali pa mogoče, če bo kdaj v kakšni drugi ekipi. In prav tako jo ima za svojo ekipa Bahrajna in mislim, da imamo veliko srečo, ja, da je prav v pravem terminu, ko se pridajo pripravljati, ko pridajo testirati svojo formo in gledalci pa lahko res uživajo in nekako stopnjujejo svojo euforijo proti najpomembnejši dirki sezone. Šport v letu 2022. Še 2 giba ima do vrha in le še en gib in Janja Garnbret znova dokazuje, da je bo za razred boljša od vseh. Gledalcem je kar nekoliko zastal gib, skočila je na vrh, ni ga zadržala in nekoliko nerodno se zavrtela v zraku, vendar Janja Garnbret je evropska prvakinja v težavnostnem plezanju. Ja, meni v bistvu ogromno pomeni. V bistvu moja zadnja evropsko prvenstvo bilo leta 2017 in na vseh obistvih sem bila ali druga, enkrat sem bila četrta, enkrat nisem nastopala in nekako vedno imam neko straho spoštovanje do teh evropskih prvenstev, nekako se mi nikoli ni išlo in tudi v bistvu mogoče bi rekla, da sem šla malo z rezervo tudi na to evropsko prvenstvo, zato ker nekako veš, da moraš zmagati, no, še toliko bolj neko evropsko prvenstvo. No, sicer mene vedno pričakujejo, da zmagam, ampak to je pa, se mi zdi, da je bilo tole evropsko prvenstvo ena izmed težjih tekem, ki sem jih zmagala. Predvsem zaradi tega, ker na nek način moraš. Mija Krampelj, evropska podprvakinja v kombinaciji. Kdaj ste vedeli, da je medalja vaša danes? V bistvu do zadnjega momenta, dokler nisem prišla dol iz smeri in govorila s trenerjem, nisem vedela o rezultatu. Nekako se po balvanih nisem hotela obarvati toliko zelo s točkami in tudi nisem vprašala, kako mi je šlo, nisem vedela, na katerem mestu sem. Lepo zdrav spet iz Münchna, kjer je z mano Luka Potočar. Luka, po naslovu svetovnega podprvaka, zdaj še naslov evropskega podprvaka. Kaj vam pomeni ta uspeh in ta medalja? Ja, ne bi delal preveč razlik, mislim, da se te uspehe lahko kar primerjata. Konkurenca je bila res velika, tako da jaz sem res zelo zadovoljen s tem rezultatom.
Anja Osterman, iskrene čestitke, marljivo zbirate odličja. Na 200 metrov, 2-krat srebrna. Kako ste doživeli današnjo tekmo? Slišali smo, da je bilo nekaj težav na začetku. Ja, hvala. Ja, ta okus je res nekaj posebnega. V 3 tednih imam 2 srebrne medalje iz svetovnega in zdaj evropskega. Ja, štart ni bil tisti pravi. Štarter me kar nekaj časa popravil, kar me je nekoliko znevriralo in tako sem vestala celotno progo. Sicer sem čutila, da je zelo blizu in da vestam dobro, ampak tisti štart me je stal tistih nekaj centimetrov in na koncu je bilo dovolj za drugo mesto, ampak še vedno sem zadovoljna, premagala me je le dobitnica 3 kolajn iz Tokija in Rija, tako da Emma Jorgensen, lahko rečem ne bravo, ona je tudi tekmovalka, s katero se s trenerjem zgledujeva in res sem zadovoljna s to medaljo, to je prva posamična kolajna na Evropskem prvenstvu v enojcu in zelo dobra napotnica za naprej. 9 športov na kupu naenkrat, lepa zgodba v Münchnu, hkrati pa še 10, čeprav v Rimu. 2 plavalki sta se izkazali z dobrima uvrstitvama, 4. Janja Šegel in 5. Katja Fajn. Je zadovoljstvo, mislim 4. v Evropi. Z rezultatom sem zadovoljna, mogoče sem pričakovala malo več. Tako da, ampak vseeno, ful lepo napredovanje od lani. Škoda, kot sem rekla, ni bil osebni rekord, ampak sem plavala zelo blizu, no. Prvih 100 metrov sem res se mi zdi prepočasi začela, no. Tako da mi manjka malo to brzina, ampak zdržljivost pa res imam, ja. Svetovno odbojkarsko prvenstvo. Idealen sprejem, napad, Možič zaključuje za slovenski polfinale, za uvrstitev med 4 najboljše. Veselijo se odbojkarji, skačejo že v krogu. Smo čakali in dočakali 25. točko, 25-23. Anja, Sebastian, Slovenija je v polfinalu svetovnega prvenstva. Slovenija je med najboljšimi 4 reprezentancami na svetu. Slovenija je fantastično oddelala domače svetovno prvenstvo. Eksplozija navdušenja v Stožicah, navijači so dobili to, kar so prišli in še več. Dobili so nekaj drame, nekaj navdušenja, dobili so nekaj zares čudovite odbojke in dobili so potrdilo, da so delček zgodovinskega dogajanja. Prvič Slovenija med 4 najboljšimi na svetu in danes smo bili priča temu tudi v živo in zdaj se veselijo slovenski odbojkarji na sredini igrišča. Neskončno jim privoščimo. Na prvo žogo. Anja prihaja, glejo. Anja, živijo. Zdravo. Živjo. Hvala. Se ravno kar pogovarjava, da je bilo blizu pa daleč. Ne, Katovice so daleč. Ne, medalja. Hvala, da si me spomnil. Ja, zelo daleč v resnici. V Katovicah slovenski odbojkarji enostavno niso bili dorasli tekmeci, niti Brazilcem v boju za 3. mesto, niti Italijanom v prvem polfinalu. Takrat niso osvojili niti niza, tako da. Razočaranje veliko? Ogromno razočaranje, precej grenkobe, nič tistega, vseeno smo 4. na svetu. Sem pa videla slovensko odbojkarje še enkrat bolj razočarane, tudi v Katovicah, po tistem porazu v finalu Evropskega prvenstva, ko so bili 3. drugi. To se mi pa zdi, da je bilo najhujše v njihovih karierah. Enostavno se je zdelo, da ne moreš biti 3. drugi, pa so bili, no, zdaj pa 4. So nekako bolj racionalno to predelali. Pa misliš, da bi bili v polfinalu, če del prvenstva ne bi bil pri nas? Mislim, da so slovenski odbojkarji realno med 4. in 7. mestom na svetu, tako da čisto možno, da bi bili. Je pa res, da so imeli zelo ugoden razpored. Ta razpored je sprožil tudi kar nekaj šal, se veš, Nemčija, pa potem spet Nemčija, pa mogoče še enkrat Nemčija. Ja, Nemci so bili tekmeci v osmini finala, zato ker je Slovenija bila drugo postavljena v izločilnih bojih, ne glede na to, da realno ni bila druga po skupinskem delu. Nov selektor se je ujel? Se je ujel, je bil izjemno razočaran. Krecu je bil nekaj med reševalcem in gasilcem po ponesrečeni Ligi narodov. Mark Lebedju se je moral posloviti, ti praviš, da še dobro, ker se nisi nikoli sprijaznil s tem, kako ga izgovarjamo, tega avstralskega strokovnjaka. Lebedju je odšel, torej Krecu pa
praktično nekaj dni pred domačim svetovnim prvenstvom prišel na vročo slovensko klop in zelo dobro oddelal svoj posel. Vsaj v teh zadnjih letih so nas razvajali morda z rezultati. Ja, predvsem zelo zahtevni do sebe. Tu izstopa Tine Urnavt, ki je res zelo nepopustljiv. Recimo, ko pridemo kdaj na treninge reprezentance in spremljamo tisto ogrevanje fantov, ki se recimo si podajo žoge, nekateri igrajo nogomet, košarko, Tine vedno začne svoje ogrevanje z elastikami, da se res dobro pripravi, da se izogiba poškodbam in vmes, v navednicah teži še ostalim, ki se po njegovem ne ogrevajo dovolj zavzeto, dovolj natančno. In morda je zdaj dobra priložnost, da poslušamo en Tinetov odgovor ali pa razmišljanje po tisti težki tekmi za 3. mesto, ko je Slovenija izgubila z Brazilijo, ki je svetovna odbojkarska velesila in fenomen 3-1. In Tineta sem takrat vprašala, kdaj bo, če sploh ponosen na to, da so bili soigralci 4. na svetu. Ne vem. Jaz ne vem, kdaj bom. Upam, da ko bom starejši, pa bom gledal nazaj, kaj smo uspeli za slovensko reprezentanco narediti, mogoče takrat. Ampak, ne vem, to je moj odgovor. Če pa hočemo politični odgovor, pa mogoče, ko se vrnemo v Slovenijo, ko vidimo, kakšna mala država, kak smo naredili, iz kod smo prišli, ko smo res iz samega podna, iz nule prišli med 4 najboljše ekipe na svetu, je pa nekaj, kar bi kot mali otrok si zaželo in verjetno takrat, če ti nekdo vpraša, da si bil med 4 najboljšimi na svetu, bi bil zadovoljen. Tine se sicer zelo dobro stara, čeprav je star 34 let, mlad 34 let, še vedno vrhunski na igrišču. Še 7 sekund je, naši so v napadu, prek polovice je šel Prepelič, ni bilo osebne napake, vrgel je svoje polovice in Poljaki so dobili tekmo. Poljaki so dobili tekmo z 90-87. Prepelič je vrgel svoje polovice, ni bilo osebne napake, skušal jo je izsiliti in žoga je padla pod obroč in sodniki so skomignili z rameni. Zasledujejo jih zdaj naši, tako selektor Sekulič, ki jim je dal vsem roko in jim s tem še zabrusil kaj, vendar s tem je konec naših sanj o kolajni. Kako so lahko izgubili, Ja, se nismo verjeli. Res ne. Pa čeprav so dobili nekaj opozoril pred tem, že pred Evropskim prvenstvom, so visoko izgubili z Nemčijo v kvalifikacijah naši košarkarji. Potem je šlo pa vse res krasno, zmage proti kandidatom za kolajne, Litvi, Franciji, Nemčiji, na koncu Francozi srebrni, Nemci bronasti, ampak pred tem so izgubili z našimi... Sem ne s Poljaki, Ja, to smo vsi mislili, da s Poljaki ni možno izgubiti. Bilo je nekaj prepotence, bom rekel, lahkomiselnosti, pravzaprav so košarkarji sami tja prišli kot evropski prvaki, prišli so po fantastičnem olimpijskem turnirju leto prej z velikimi željami, bili smo še močnejši za Gorana Dragića glede na lanske olimpijske igre in res smo verjeli, res smo mislili, da bo. Navijači so bili že doma, že z ožganimi avtomobili, da se zapeljejo do Berlina. Res se je zdelo, da gre vse v pravo smer. Ampak vse reprezentance si kakšen kiks lahko dovolijo? Ja, saj mislili smo, da je tisti poraz pred Evropskim prvenstvom z Nemčijo, da je to opozorilo, pa potem še poraz Bosno in Hercegovino. Smo tudi mislili, da je opozorilo, da bodo zdaj košarkarji vedeli, da pač ni heca, da samo ob 100% izbranosti lahko pridejo, ampak zanimivo je, če je reprezentanca odvisna od enega košarkarja, toliko kot je Slovenija od Luke Dončića in to se potem pozna pri rezultatu. Kolajne so osvojile reprezentance, ki so imele močna moštva, ne tiste, ki so imeli zvezdnike, kot denimo Srbija z Jokićem, pa Grčija z Antetokounmbom.
sam je sposoben premagati vsakega, ampak če ima slab dan, pa ni popravnega izpita. Če izgubiš osmini finala, je konec, če izgubiš četrtfinalu, je konec. In če ima tak zvezdnik, od katerega je ekipa odvisna, en slab dan, ni popravnega izpita. In če si odvisen od enega zvezdnika, se na takem tekmovanju, kot je Evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, še toliko bolj pozna. Upamo pa, da so se vsi tudi iz tega nekaj naučili, da smo bili preveč odvisni od Dončića, da je potrebno razigrati še ostale, da dajo svoje, ker ti Luka ne more vleči ves čas. Se pa sprašujem, kdo je lahko mentor Luki Dončiću, ki je enostavno tako velik, taka veličina v svetu košarke. Fant je star 23 let, je izredno inteligenten, izredno zrel, ampak še vedno je star 23 let. Tudi če med 23-letniki izstopa, potrebuje nekoga, ki ga bo še usmerjal, še se uči, tudi tu se je na tem Evropskem prvenstvu veliko naučil, ampak ne vem, kdo je še tisti, ki bi lahko bil nad njim. Morda recimo Rašo Nesterović, ampak vprašanje, koliko ima volje, moči in tudi dejansko ni ves čas zraven, da bi ga lahko usmerjal. Rašota vidim edinega, ki bi ga lahko nekako še usmerjal, vodil, da se ne bi pač učil na svojih napakah, ampak iz izkušenj drugih. Bi ga lahko Goran, zdaj ko se je umaknil iz reprezentance, morda kot nekdo, ki bi bil mentor, kljub temu, da še igra? Ja, Goran mu je bil mentor 5 let prej na Evropskem prvenstvu 2017, bila sta skupaj v sobi, Luka je srkal od Gorana vse, kako se pripraviti na tekmo, kako pravzaprav takrat še ni bil NBA, dajal mu je napotke, kako se znajti v Ameriki, Luka mu je za vse to hvaležen, izjemno ga ceni, ampak enostavno je tudi Luka že v svetu košarke takšna dimenzija, kakršna tudi Goran ni bil, če vemo, kako ga obletavajo vsi pokrovitelji, navijači. Vsak bi želel izkoristiti njegovo prepoznavnost, da bi še sam prišel do delčka slave, mora živeti praktično izoliran od vseh teh vplivov, še mnogo bolj kot recimo Goran, ki tudi seveda kot vsak NBA-jevec, mislim, niti ne predstavljamo, recimo za nas je nepojemljivo, da mora čuvati svojo družino, recimo pred tem, da bi bila kakšna ugrabitev, kar se tudi dogaja, da skrivajo svojo zasebnost, kolikor se da. Pri Lukatu je to še na potenco. Tako da ta Goranova vloga se nekoliko izgubila med njima, kot je bil prej Goran recimo še nad njim, zdaj mu že teže svetuje za takšne dimenzije. Morda bo to razmerje še teže najti brez Gorana. Mislim, da so se na tem Evropskem prvenstvu vsi, Luka, Sekulić, vsi veliko naučili in da bodo šli v to svetovno prvenstvo kot novo zgodbo. Tu bo recimo Žiga Samar imel sigurno drugačno vlogo, kot je imel zdaj. Tudi vprašanje, kdo bo center, ali bo Mike Tobey, ali bo Jordan Morgan. In potrebno bo to na novo postaviti. Seveda, Luka bo v glavni vlogi, ampak treba bo res premisliti nekatere stvari. Mi smo zelo na navdih na olimpijskih igrah prišli do 4. mesta in na koncu nas je zmanjkalo res za nekaj stotink. In bo potrebno to zgodbo na novo postaviti in verjamem, da smo se vsi nekaj iz tega naučili. Šport v letu 2022. Jekaterina Vedenejeva je Sloveniji v vaji s trakom z evropskim bronom v Sofiji pritelovadila zgodovinsko prvo medaljo na velikih tekmovanjih, komaj pa čakam zadnjo dirko sezone v motokrosu in dokončno zmagoslavje Tima Geisera. Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V tokratnem večeru je naš gost Tim Geiser, eden najuspešnejših slovenskih športnikov zadnjih let, ki je v letošnjem letu že 5. postal svetovni prvak v motokrosu. Tim, tudi vam, dober večer in hvala, ker ste si vzeli čas tudi za poslušalce Vala 202. Dober večer vsem skupaj. Za začetek se spodobi, da vas poprašamo po počutju. Tekmovalna sezona je že kar nekaj časa končana, ampak vi imate nekakšno medijsko sezono, precej ste potovali v zadnjih mesecih in se pojavljali na različnih dogodkih. Ja, res je. Letošnja off sezona, bom rekel, da je bila zelo potovalna, veliko sem potoval. Poleg tega sem tudi si vzel malo časa za sebe, za nafilanje baterij, da bom peraj za novo sezono 2023. Bilo pa je veliko obveznosti, izven motokrosa, bom rekel, to pomeni izven treningov, veliko medijskih, ogromno sem mogel potovati.
Ampak ja, to je del tega in z veseljem to opravljam. Poleti ste takrat dejali, da še vedno ne dojamete v smislu, kaj vse ste dosegli. Toliko enih misli ste imeli, toliko enega napora, truda je bilo vloženega v to, napetih dirk, voženj na meji. Kako pa zdaj gledate, ko ste minili celo 2 meseca oziroma že skoraj 3, bi znali zdaj ubesediti, kaj vse to pomeni za vas? Kako to vi doživljate in kako ta okolica najbližje okoli vas doživlja? Mislim, da postati 5-krat svetovni prvak je res nekaj nepopisnega. O tem sem samo sanjaril, ko sem bil otrok. In res, da ti to uspe, res je ogromno trdega dela za tem. Praktično celotno življenje se moraš odreči nekim stvarim in res biti fokusiran na tisto eno stvar, tisti cilj, ki ga imaš v glavi, in to je zmagati svetovno prvenstvo. Tako da ja, ni bilo enostavno, ampak res sem zelo vesel, za mano je res ena boljših sezon na splošno, če pač pogledam nazaj, osvojil sem 5 naslovov, ampak nikoli še nisem osvojil 10 Grand Prix v eni sezoni, kar mi je letos uspelo. Tako da jaz mislim, da za mene, kot za vse okoli mene, tiste bližje, celotno ekipo, ljudje, s katerimi skupaj delam, mislim, da vsem to res ogromno pomeni in se vidi pač trd trud se vedno poplača. In ja, res sem zelo hvaležen, da imam takšne ljudi okoli sebe, ki vsako leto verjamejo v mene, vedno, tudi ko imam mogoče kakšno slabo tekmo, takrat še bolj pomembno, da imaš takšne ljudi okoli sebe, ki ti dajo tisto motivacijo za naprej. In ja, kaj naj rečem, res vrhunska sezona. Z glavo sedaj smo že, kako bi temu rekel, v novih pripravah, v novi sezoni, vse se že dela za naslednjo leto, motor že imam novi, s pripravami sem začel prejšnji teden, tako da z Boštjanom že res pridno treniramo. Januarja se odpravljam na Sardinijo, kot vedno, in tam bomo opravili tiste zadnje priprave na motorju, predno začnemo s tistimi pripravljalnimi tekmami v Italiji, na sredini februara, mislim, da se začne letos, in potem začetkom marca za svetovnim prvenstvom, tako da jaz upam, da bom res imel dobro zimo za sabo in da bom pripravljen, in jaz bom dal vse od sebe, da probamo obraniti ta naslov. Dajva poklicati še enega svetovnega prvaka. Dober dan, Toni Vodišek, kje smo vas ujeli? Zdravo, zdravo. Evo nas, Portugalska, Aveiro, smo šli malo na bolj toplo, čeprav danes nilih vreme bilo usojeno. Toni, ste že začeli priprave na novo sezono, ki se v kajtanju začne kdaj? Začetek sezone bomo imeli 1. aprila, sicer na Palmi, Princess Sofia tekma v Španiji. Kot v večini mladih športov se zdi, da v karavani vlada precej bolj sproščeno vzdušje kot v nekaterih tradicionalnih športih. Zdi se, da ste med seboj bolj povezani, bolj prijatelji, ne glede na to, kaj se dogaja na regatnem polju. Delite tudi dobre razmere za priprave, s tekmeci sodelujete v pripravljalnem obdobju? Tako, no, sedaj zelo odvisno s kom pa s kerimi, z veliko vsemi gledamo pri nas na to, da smo na tekmi pač tekmovalci, ampak izven tekme prijatelji. Sedaj seveda smo z dobrimi razmerami z načeloma vsemi, sedaj pa treningi in lih niso z vsemi, imam pa z enim Francozom, Nico Palje. Fant je bil večkratni svetovni prvak pred mano, no, tako da ja. Fantastična sezona je za vami, naslov evropskega prvaka in tudi svetovnega v enem samem mesecu, praktično v 14 dnevih. Dosežek, ki ga je v olimpijskih športih menda doslej uspelo doseči le Mitji Petkovšku na Bradlji. Tako, ja. Zdaj imam Mitja vsakemu čast, sledimo za njim, da sem sedaj tudi jaz to dosegel in pa upam in spodbujam ostale naše, da bojo prišli tudi do tega. Zdaj me pa bolj seveda zanima tudi to, kakšna je pot do Pariza zapletena, glede na to, da ste zdaj evropski in svetovni prvak, vas lahko kar odkljukamo? Tako, no. Sedaj vedno moramo iti skromno naprej, premišljeno, pametno. Videli bomo, kaj bo. Definitivno se ne bom dal in sedaj opustil.
zmagati te 2 tekme mi je še toliko več dvignilo moralo in željo po temu, ampak kot se ve, želja ni nikoli dovolj in treba je dati vse notri v to. Sedaj sem že na Portugalskem, kot smo rekli, na začetnih pripravah, še pred koncem leta in začetkom leta pa gremo tudi naprej. Ne? Tako da gledamo zdaj eno lepo zgodbico o poti na olimpijske igre. Ne? Kje je še Pariz, ampak se bo pa kmalu začela še ena lepa stvar. Evropsko prvenstvo za rokometašice greva v Celje? Greva, ostali so že v Zlatorogu. Evropsko rokometno prvenstvo. V živo na Valu 202. Dober dan, dober večer iz Celja. Smo v dvorani Zlatorog pred vrati 15. Evropskega prvenstva za rokometašice, največjega dogodka samo za športnice pri nas doslej. Od danes pa vse tja do 20. novembra bo Slovenija gostila 26 najboljših evropskih rokometnih reprezentanc oziroma 26 tekem leteh. Osrednji reporter je Marko Pangrc, moje ime je Uroš Volk in morda za začetek kar k Marku, kako ti razmišljaš tik pred začetkom domače prvenstvo, ambicije nekako logično višje sežejo, vsaj v drugi del prvenstva, nekateri govorijo celo o medaljah, kaj pa realnost? Kakšen začetek tega evropskega prvenstva, prvi papirnati favorit te skupine, lahko rečemo, Danska je padla v Zlatorogu. Švedska ni od muh, niti Srbija in veliko dela bo potrebno še opraviti v nadaljevanju tega. Ni od muh niti Slovenija. Ni od muh niti Slovenija, ampak govorim predvsem v smeri, katere reprezentance, 2 nas še čakata tu v Celju. Še poskus Elizabet Omoregi in kakšno veselje slovenske reprezentance. Čestitke in aplauz, ni bilo najlažje vstopiti v današnji torek ob vseh pričakovanjih, ob vseh jasno tudi scenarijih, ki so bili možni. Razočaranje na obrazu pove veliko, kako so nekako si želele, bile na dobri poti, da presenetijo še eno zares rokometno velesilo. Slovenija je turnir začela z blestečo zmago nad polfinalistkami iz Danske in končala razočarana po porazu s sosedami iz Madžarske. Nekako se pač vse skupaj ni poklopilo, res mi je žal, ker bi bilo tako čist drugače, če bi zmagali zadnjo tekmo, tudi feeling pa vse. Gol za Francijo, 3-2. Kako čudno je z nogometom čakati na praznične dni. A misliš, da ga bo dal? Kdo? Montiel. Kakšna napetost. Montiel in gol! Napak ima tudi Messi pokal, ne? Argentina je svetovni prvak! Zasluženo. Žoga je okrogla. Zasluženo, ja. Argentina je imela super prvenstvo po uvodnem porazu proti Saudski Arabiji, se je iskala in našla. Mislim, da je pa bil predvsem finale fantastičen, eden najboljših, če ne najboljši, skoraj gotovo na svetovnih prvenstvih, pa tudi sicer veliko boljših finalov nismo videli na vseh velikih tekmovanjih in tudi manjših. Izjemno Messi po odlični karieri, še krona z največjo lovoriko v nogometu, da so dvignili ta najbolj čislen pokal in potem tudi svojega najbolj čislenega igralca na svoje ramena, Argentinci. Ja, finale je bil vreden konca tega specifičnega prvenstva. Messi si je zaslužil, kajti Argentina je zaslužila, ne samo Messi, Scaloni je zgradil reprezentanco okrog Messija, ampak so prejšnje prvake in podprvake premagali v polfinalu in finalu Argentinci, tako da so si zaslužili. Vsak, ki dobi 7 tekem na prvenstvu oziroma uspešno krmari skozi 7 tekem na prvenstvu in pride do konca in zmaga tudi zadnjo, si seveda to zasluži. Bil je to eden spektakularen konec pravljice Lionela Messija v reprezentančnem dresu, ko govorimo o tekmah na svetovnih prvenstvih. Zdaj ima vse, zdaj mu seveda niti ni treba razmišljati o tem, kako in čemu naprej. Ja, Argentina je uspešno
prerudarila do konca tega svetovnega prvenstva. Izgubila proti Saudski Arabiji, pa potem v osmini finala visela proti Avstraliji, zaspana je bila proti Avstraliji, potem pa se nekako izmuznila iz pasti poraza proti Nizozemski, bila prepričljiva proti Hrvaški in na koncu spet srečna proti Franciji, ampak zasluženo, tudi nekaj sreče moraš imeti seveda. Kako izgleda Slovenija, ki ima zdaj v tem trenutku nekoga, ki bi lahko bil superzvezdnik svetovnega nogometa, govorimo o mladem Benjaminu Šešku, pa ne bi mu radi prevelikega bremena dali, ampak nekoga, ki vleče reprezentanco, pa v vsakem primeru rabimo. Mislim, da je imel ključnejšo vlogo v reprezentanci v zadnjih 10 letih Josip Iličić. Zdaj, kako se je to odražalo, je drugo vprašanje, ali morda Slovenija potrebuje 11 igralcev, ki so tudi v obrambi vsi polno zagnani in zagreti, ob vseh izjemnih kvalitetah v napadu, ki jih ima Josip Iličić, je morda to ena od tistih njegovih slabosti. Benjamin Šeško gara tudi v obrambi, je pa dragulj slovenskega nogometa, nekoga, ki ga bo treba še, ki se bo še izoblikoval in postal še boljši in morda v prihodnosti odigral še pomembnejšo vlogo kot sicer v slovenski reprezentanci. Ne smemo pa zanemariti, kar zadeva svetovne smetane igralske, je tu Jan Oblak, eden izstopajočih igralcev, morda najbolj izstopajoči igralec v slovenski reprezentanci, seveda na mestu vratarja, ki je včasih izjemno ključna, včasih pa ne toliko, ampak imeti Jana Oblaka v vratih je za slovensko reprezentanco izjemen plus. Kar razveselil je selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek večino navdušencev nad nogometom v Sloveniji, ko je postavil dva napadalca v svoj sistem, v sistemu malce je iskal 3-5-2, potem pa 4-4-2, bolj kot ne, zaprto zvezdno vrsto in tudi z mladim draguljem iz Radeč se odlično ujame Šporar in to je tista povezanost igre v napadu. To igro v napadu je najtežje zgraditi, je pa še dober dodatek, da pa Šporar igra skupaj v Panathinaikosu, tu vidim veliko pozitivo tudi z Adamom Gnezdo Čerinom in Benjaminom Verbičem, da tvorijo nekako tudi še s Petrom Stojanovičem tisti napadalni del slovenske igre. To pomeni, Marko, da čez 3 leta in pol, ker je bilo prvenstvo v Katarju, prvo zimsko prvenstvo, Slovenija zanesljivo ne bo manjkala? Tega bi si neizmerno želeli vsi, ki smo zdaj tu, ki debatiramo in vsi tisti, ki tole poslušajo seveda, ampak moramo se zavedati, da pač Slovenija je specifična država v nogometnem smislu, da mi nikoli pač ne bomo imeli Mesija v svojih vrstah, mi moramo imeti 11 delavcev, Benjamin Šeško pa je češnja na torti, tako je njegov položaj takšen, da pravzaprav Šeško ne more sam prinesti Sloveniji svetovnega prvenstva. Nogometaši morajo pripeljati žogo do Benjamina Šeška, on je drugačen igralec kot Messi, on ne hodi tako globoko po žogu in ne razigrava svojih igralcev, ker tudi njegova telesna konstitucija ni takšna kot Messijeva. Mi imamo najboljšega ali pa zanesljivo enega od najboljših vratarjev na svetu, to je Jan Oblak, ampak pač igra na tem specifičnem položaju in nam to od leta 2012, odkar je Jan Oblak debitiral, za zdaj še ni pomagalo oziroma prineslo kakšnega velikega tekmovanja, tako da zgolj vseh 11 in tistih, ki prihajajo z klopi, lahko prinesejo vidnejši uspeh Slovenije, ampak videli smo na kakšen način v zadnjem obdobju po tistem Beogradu, kako se prihaja do uspeha, kako se prihaja do rezultata in samo to, ko se bodo vsi metali na zobe, bomo lahko seveda mi spet dočakali kakšno veliko tekmovanje in pa seveda tu moramo poudariti, ko se bo zbudila tudi publika. Zaspana je bila, ampak uspavali so jo tudi nogometaši. Slovenija si želi ali pa je bližje morda evropskemu prvenstvu kot pa svetovnemu čez 3 leta in pol, čez leto in pol.
dobro pa je delovala v tej Ligi narodov. Dober začetek, tekma Švedsko je nerealen rezultat, 0-2 v Stožicah, na tisti tekmi je dišalo po 1-1, potem pa so Slovenci nekako pogrnili na celi črti v Beogradu, ampak so si znali povedati in tam je eden in naliti čistega vina in tam je ena od stvari, ki so jo potem, ko so se nekako z notranjim sovražnikom spopadli, pa želeli reagirati tudi v javnosti in pred poslanci medijev, tako da je bilo to zelo, zelo pomembno in od takrat, od tretje tekme v Ligi narodov, so bile potem v Ligi narodov še 4 tekme in še 2 prijateljski za konec leta. Slovenija ni izgubila in to hrabri, to je tisti optimizem v igri slovenske reprezentance. Šport v letu 2022. Zanimivo, super leto je bilo. In kako naj vse skupaj zaobjamava v manj kot uri? Kar nekaj dosežkov nisva omenila, verjamem pa, da izpostavila vse najpomembnejše. Morda dodava še upokojitev Rogerja Federerja, lahko bi rekla pričakovano, presenetljivo pa je že pri 24 kariero končala alpska smučarka Meta Hrovat. Ja, eno športno pot je zaključila, a začela novo. Ana Marija Lampič, po novem biatlonka ni več tekačica. A ja, Olimpijski komitej ima novega predsednika, med 3 kandidati precej vroče volilne skupščine je največ glasov v drugem krogu dobil Franjo Bobinac. Jaz moram reči, da sem imel kot prvo 2 zelo, zelo resna in dobra protikandidata, ki sta oba aktualna podpredsednika bila v prejšnjem mandatu in sem na nek način imel relativno kar zahtevno vlogo. Ampak moram reči, da po zadnjih tednih, mesecih pogovorov v večjih krogih z različnimi deli našega volilnega telesa po vsej Sloveniji sem spoznal ogromno zagnanih, neverjetnih ljudi, ki pričakujejo morda več tudi od krovne organizacije, zato me je to še utrdilo v prepričanju, da je prav, da nadaljujem in sem nadaljeval. Moram reči, da sem nekako kar znal oceniti rezultat v prvem krogu. Nisem bil prepričan, kdo bo z mano prišel potem v drugi krog. Vedel sem pa, da bom nekaj glasov imel več kot ostala 2 protikandidata. Nisem si pa znal zračunati, ker ne poznam in nisem poznal te volilne matematike ostalih 2 zelo, zelo natančno, tako da nisem vedel, kako se lahko potem obrne v drugem in zadnjem krogu. Tako da sem vesel in od tega trenutka dalje je to preteklost, gledam samo naprej in zdaj sem v bistvu predsednik vseh velikih, malih, kolektivnih, individualnih, olimpijskih, neolimpijskih, lokalnih, nacionalnih klubov, društev, športnikov in športnic, trenerjev, paraolimpijcev in sem ponosen. Kako začeti funkcijo predsednika Olimpijskega komiteja? Kaj nameravate storiti jutri? No, najprej seveda pogovor z ključnimi sodelavkami in sodelavci tudi v pisarni Olimpijskega komiteja. Mislim, da je ogromno res izjemnih, dobrih sodelavcev. Mislim pa, da marsikaj je pa tudi potrebno malo pogledati in spremeniti in dodati in nadgraditi. Tako da jaz v kakem delu seveda nisem neka kontinuiteta ali pa v večini tega, nisem pa za neko revolucijo, ampak korak za korakom bomo pa šli v spremembe in v izboljšave. Nenazadnje je ta moja izvolitev to tudi nakazala ali pa zahtevala. Leto 2023 bo tudi zanj prehodno, na nek način do naslednjih olimpijskih iger v Parizu, za športnike pa nikakor ne. Marsikdo bo že lovil normo za nastop, med dogodki, ki jih velja posebej izpostaviti. Pa greva lahko kar po vrsti? Ja, januarsko svetovno prvenstvo v rokometu, slovenska moška reprezentanca ima po prezgodnjem porazu na letošnjem Euru novega selektorja Uroša Zormana. Nordijsko svetovno prvenstvo v Planici bo februarja gotovo največji organizacijski izziv do sedaj. Se ga že veselim, ne bo pa edini pri nas, po rokometašicah bodo na Evropskem prvenstvu junija pred domačimi gledalci in gledalkami tekmovale tudi košarkarice. Naslov svetovnih prvakov bosta branila Kristjan Čeh in Tim Gajser, morda pa bolje kot Evropsko prvenstvo svetovnega odigraja slovenski košarkari, igrali bodo na Japonskem. In znova nisva niti približno oslikala vse, kar ponuja prihajajoče leto. Tako kot vedno bomo v športnem uredništvu naredili vse, da vam čim bolj polni meri ponudimo v živo, večinoma na Valu 202, pa v informativnih oddajah, nedeljskih popodnevih in tudi na spletu. Marsikaj, kar ste slišali v zadnji uri, se je znašlo tudi v občasnih ali rednih podcastih.
Srečno in zdravo ter uspehov polno 2023 vam želimo tonski mojster Vjekoslav Mikes, vsi novinarke in novinarji športnega uredništva ter Marko Pangrc in Uroš Vovk. Šport v letu 2022. Urša Bogataj je olimpijska prvakinja, Nika Križnar je tretja, fantastično! In prevzel je vodstvo za sekundo 41, najboljši čas finalne vožnje Žan Kranjec. Bravo, bravo Žan! Kakšen Eurogol Benjamina Šeška! Šeško je pogledal, kje je vratar Olsen, potem pa z levico udaril iz prve. Jaz vedno rečem, da dokler si želiš, ni nikoli prepozno, tako da evo, boljš pozno kot nikoli. Mora biti malo drame, vse nobena stvar, posebno po kolesarstvu ni lahko, ampak ja, ponovno zelo... Ja, vsi so me gledali, ampak ja, tudi to mora biti, ampak ja, se bom se navadila. Šport v letu 2022. But it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost, but that's not what I see. Taught me, yeah, for that I say thank you, next, thank you, next, thank you, next. I'm so fucking grateful for my ex. Thank you, next, thank you, next, thank you, next. I'm so fucking spend more time with my friends. I ain't worried about nothing. Plus I met someone else. We having better discussions. I know they say I'm a this one gon' last, cause her name is Aubrey, and I'm so good with that. She taught me love, she taught me patience, how she handles pain. That shit's amazing. I've loved and I lost, but that's not what I see. Cause look what I found, no need for searching. And all that I say, thank you, thank you, thank you, thank you. One day I'll walk down the aisle, holding hands with my mama. I'll be thanking my dad, cause she grew from the drama. Only wanna do it once real bad, go make that shit last. God forbid something happens, at least this song is a smash. I got so much love, got so much patience, learned from the pain, turned out amazing.
svojo si in otežuješ mi še najbolj enostavne stvari. Medeš misli, okoli prsta me vrtiš, pozabljam svoje ime, ognjeno gledaš in dotikaš se mojih kolen. Ne maram se, ko sem neresna, ti to dobro veš. In to ti je všeč. Pogumen premik, strupin dotik, sama megla pred očmi. Spet se zgubim, ko te vidim. Okoli tebe leži nemir, ti si vse, kar je prenevarno, zame si moj adrenalin, že zdaj po obrokih trpim. Zakaj pomirjajo me tvoje oči? Nekaj je na tebi. Okoli tebe leži in nemir, ti si vse, kar je prenevarno, zame si moj adrenalin, že zdaj po obrokih trpim. Zakaj pomirjajo me tvoje oči? Nekaj je na tebi. Nekaj je na tebi. Ura je odbila polnoči, pravi čas za ples, pepel in kri. Daj v želji krila in telo, naj se vidi, naj se sliši. In če ne veva, kam pripadava, in če rime skupaj piševa, boš vedno ti moj manični poet, jaz pa muza tvojega plusa. Kolektiva na oblakih skupaj padava v vesolje.
tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days, 'cause there's nothing you can teach me that I can't learn from Mr. Hathaway. Didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shot glass. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. The man said, why do you think you hit? I said, I got no idea. I'm gonna lose my baby. So I always keep a bottle near. He said, I just think you're depressed. This me, yeah, baby, and they try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. I don't ever wanna drink again. I just need a friend. I'm not gonna spend 10 weeks. Have everyone think I'm on the man. And it's not just my pride, it's just till these tears have dried. They try to make me go to rehab. I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. Več kot radio. Že 50 let. Bam bam, mon ça se place, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vide et bris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quelle panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
me manquera. Ça plane pour moi. C'est barré, enfin c'est marre à tout casser. L'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Oh yeah. Ono stane in da mi svoj bit. Jaz sem nagon ostal je pokrit. Lačen sreče, on se dvigne in reče: pobožaj me, potem se pejt pa umit. Pripravim zajtrk, odprem svoj PC. On z mano brska vse spletne strani. Na vlecih hlače, bo treba drugače, vmesto se nama mudi. Dol, tam kjer gori, to je ta vročina, ki me osvaja. Dol, tam kjer si ti, vozno da nam dole visi. Dol, se nam godi, to je ta trenutek, ki osvobaja. Dol, tam kjer si ti, samo tam dol me gor drži. Drugo jutro so spet sami dva. On ostane, mi spati ne da. Lačen sreče se dvigne in reče: lahko bi danes spet se to šla. Jaz ne vem, če bo šlo tako naprej. Adijo stari, pa fajn se imej. A vem, da se to ne da. Vsak to prizna, midva sva si vso